Najlepša hvala vsem, kako lepo se ozreti po prostoru in videti tako svetlobe, a ne, Sabrina? Ja. Ja, jaz sem možu rekla, misliš, da bo kdo prišel? In to sem mislila v bistvu čisto resno. Sem rekla, misliš, da jaz kaj zanimivega povem, tako da je komu to zanimivo. Je rekel, jaz komi čakam na tvoj pogovor in zdaj, ko vidim tak poln prostor, ja, sem res ganjena. No. Tako, res sem ganjena in sem srčno hvaležna, da ste prišli. Ja, hvala vsakemu med vami. In jaz, ko sem razmišljala, kako bi otvorili ta najin pogovor, kar nekaj dni že intenzivno meditiram s tabo, s tvojo energijo, pa s to našo skupno energijo. In se mi je nekako tako pokazalo, da bi vstopili v ta prostor z naravnanostjo hvaležnosti. In potem pogledam nekaj ur zatem in si ti ravno na Facebooku objavila tudi eno objavo na to temo, zakaj vse si trenutno v življenju hvaležna, pa me zanima, kaj te poji, kaj te napaja ta čas, kaj v tebi prebuja hvaležnost? Jaz moram priznati, da sem že upam, da bom dovolj glasna. A me slišite? Ja, ok, drugače lahko potrudim. Tako, ker eno tremo dobim v telo, ko razmišljam o hvaležnosti, ker o hvaležnosti tak skoraj da popularen izraz je rata v tem času. In vsi smo hvaležni in vadimo spiske hvaležnosti, ne vem kaj s to hvaležnostjo delamo. Pa ne vem, če jo resnično zmoremo občutiti, ne, in biti z njo, in se tudi ustaviti ob enem takem zelo močnem izrazu, ne, in jaz nekako na sprehodih, zdaj zadnja 2 dneva sem razmišljala o tem, zakaj sem resnično najbolj hvaležna v življenju. Pa mi je vedno znova prišlo to spoznanje in ta občutek, da sem najbolj hvaležna, da sem se v bistvu v obdobju v življenju, ki je bilo izjemno težko, ki je bilo izjemno temno, ki je bilo brez smisla, jaz sem se resnično počutila brez smisla živeti, da sem takrat izbrala življenje. Da je nekaj v meni bilo tako močno, da si je želel živeti, ne glede na to, kaj to bo, kaj bo to prineslo, kaj bo to vzgojilo, kaj bo zaživelo skozi mene, ker takrat resnično nisem vedela. Ja, da je bil ta klic po živosti bolj močen od udaje. In temu sem jaz najbolj hvaležna v življenju in posledično sem hvaležna, ker sem tukaj s tabo, ljuba Tina, in z vsemi vami, ker lahko govorimo o svoji knjigi, ki je, to pomeni, da govorim pravzaprav o svojem delu in ki ga neskončno ljubim in sem res s celim bitjem predana in ki imam ljudi, ki jih lahko ljubim in oni ljubijo mene, svojo sveto celico, svojo družino, čudovitega moža, čudovito hčerkico. To so stvari, za katere sem najbolj hvaležna in ki jih nekako res črpam kot dar. In se, bom rekla, v tem letnem času tudi, ko se vse nekako kompostira, ko se vse useda, ko nas vabi v eno tihoto, ko nas vabi v eno to maternico svetega, če želite, da temu tako rečemo, resnično tega, kaj je v meni, ne kaj je zunaj mene, mi je tudi narava v tem času ljuba, ker me vabi v to, da sem hvaležna temu vzniku iz te teme, ki sem ga tudi doživela v življenju. In tako mlada, pa že tako modra, govorim je že, odkar te poznam. Mislim, ravno prej smo se spraševali, kdaj smo se srečali. Meni se zdi, da enkrat tako bolj pobliže. Jaz sem te sicer
brala, sledila v bistvu tvojim zapisom že kar prej, takrat, ko si bila ti na romanju po Kaminu. In mislim, da kar veliko nas je iz tega obdobja takrat se priključilo tebi in zdaj kot vlečka tako pridno ti sledimo skozi tvoje življenjske preobrazbe in zorenja. In potem se spomnim, sem si tako želela, da bi jaz srečala to punco in sem enkrat v eni restavraciji zaslišala ta smeh. Zdaj lahko v duetu. In sem kar pomislila, kdo pa je ta punca, ki se tako zvonko smeji. In sem te prepoznala iz fotografije, da si to ti in sem ti takoj izpovedala svoje občudovanje globoko. In potem si bila tako velikodušna, da si bila pripravljena, da se srečava in od takrat bi rekla, da traja, oziroma da smo se samo odkrili kot eni taki dušni sestri. In jaz sem tebe absolutno začutila kot učiteljico, kot navdihovalko, čeprav si nekaj let mlajša od mene. Samo nekaj. Ja, sicer so obe 26. Ja. Jaz sem malo bolj 26 kot Sabrina. Ampak ja, res in se mi je tako sem rekla potem Manci, ko sem prišla domov in ji radostno poročala o tem še enem odkritju in se tudi ona potem takoj zelo blavate rekla, da te tudi ona posvoji takoj. Sem rekla, tako mlada pa že tako modra. In ona je tudi vedno rekla, tako mlada pa tako modra. Se mi zdi, da nosiš vse tako neizmerno globino, ki se me vedno znova dotakne, me vedno znova presune. In tudi pri tvojem pisanju je meni tako osupljivo, kako bogat, lep, zveneč je tvoj jezik, kako zelo gibka je tvoja slovenščina, ker je danes, tako se mi zdi, že kar malo izumira, a ne, v tej komunikaciji. Tako da, kako čutiš ti to svojo starodavnost, bom tako rekla, starodavnost svoje duše? Si mislim, da že od nekdaj nekako čutiš, da si starodavna duša, ne? Zdaj, ko si tako velikodušno govorila o najnih letih, sem prav res študirala, koliko sem že jaz stara. In to zares jaz res pozabim, koliko sem stara. Mislim, da sem 28. Sem, ne? Ne, ampak to mislim čist resno. Jaz tudi mislim, da sem 28. Zaradi tega, ne, to je res problem, ko sem mogla kakšne dokumente urejati in tako. Mislim, to je podatek, ki ga pa res veš nekako, ne? In jaz nisem vedela, ne, se čakajte malo, da jaz to pogledam na svojo osebno, sem malo štela, kdaj sem se poročila, pa kdaj so bili kakšni mejniki. Sem na tak, joj, Sabrina, ne. Ne poistovetim se s svojo starostjo in nikoli se nisem. Zdaj ne vem, ali je to dobro ali je to slab. Nekaj časa sem se trudila, pol sem pa videla, da pač ne gre. Tako da nekako sem bila skozi celo življenje v bistvu en velik samotar, kar je bilo tudi za mojo dušo zelo težko, nekako nisem našla svojega mesta. Ali pa sem ga, ko danes gledam za nazaj in me je zelo hitro popeljalo pač na to pot, na kateri sem danes. Tako da ostali so nekateri nosili telefone, meni so pa knjige vzemali učitelji. Nekako čutim, pa bom rekla, da vedno bolj se zavedam tega, da je, bom rekla, ta glas moje duše starejši in nekako sem se nehala v življenju potem obremenjevati s tem, kaj je za moja leta, kaj ni za moja leta, ker to je meni bilo po svoje najtežje, in nekaj časa mi je bilo zelo v bistvu težko govoriti o stvarih, ki jih dejansko jaz delam, ker sem bila tako mlada, in ljudem je to čudno, odkot pa zdaj ti to veš, če si tako mlada, kako pa ti zdaj to pišeš, kako pa odkot te to, in tako vsaj sama, kakor sem dojemala ta proces, ali pa ga še vedno kdaj, se mi zdi včasih
težji, ravno zaradi te moje mladosti, ker sem se mogla v kakih vidikih bolj dokazovati, bolj nekako res utemeljiti, kar delam, ali pa način, kako delam, in da, ne vem, kvaliteto ali pa znanje, ker seveda jaz ne morem imeti 30-letne kariere za sabo, če še niti toliko nisem stara, Se pravi, to ne gre skupaj, da sem se nehala v bistvu s tem obremenjevati, in sem rekla, da jaz moram te svoje darove, tisto, kar si želiš živeti skozi mene, začeti živeti, ker drugače bom res umrla. Mislim, jaz sem to res tako močno začutila, da samo dve poti sta, ali jaz to zaživim, ali pa se tako globoko utišam, tako globoko zadušim, tako globoko zanikam ta svoj obstoj, da sem čutila, kako venim, in res konkretno venim. In je to kazalo telo, je to kazala duša, in kakorkoli se sliši, pa sem si rekla, klinc gleda, meni je vse eno, in bom rekla, začela ustvarjati, še bolj študirati, kreirati tisto, kar je zares moje. Tako da jaz ne gledam več na starost, tudi ljudi ne ocenjujem, ne obsojam na podlagi starosti, in mi je privilegij, ko tudi taki ljudje potem pridejo do mene, in kljub temu, da mi gospa reče, joj, pa vi ste še mlajša kot bi bila moja hčerka lahko, in jaz se učim torej od vas, da se tudi ta, bom rekla, medgeneracijski krog spreminja, in se tudi učimo zdaj od mlajših generacij, in da nam to ni iz počasti, ali pa da nam to ni čudno, ker danes resnično se rojevajo drugačni otroci in nove generacije. Jaz že ko svojo hčerkico gledam, si mislim, o Bože mili, kakšne stvari me ti sprašuješ. Neverjetno, se pravi, če smo odprti za ta prostor in te rodove, ki prihajajo, jaz mislim, da se nam ni treba bati. Ni se nam treba bati, ker je toliko ene lepote, toliko ene svetlobe. In če bomo le voljni se učiti od tega, se odpreti temu in dovolili si iti za tem življenjem. Ja, mislim, da je dejansko v vseh generacijah, da ste čudovite, svetle duše. Kar se tiče tega mladosti, te moram potolažiti, da je tako malo mine. To se zdi, da ni tako problem, ker sem kar sama zgine. Jaz sem imela istega, pa ga nimam več. Ampak, a ni luškano, ko reče ljudje pri 28-ih, ko sem bila mlada, kaj si že rekla? Pojma nimam. Ja, mislim, da nekaj tajnega, ja. Tako da, prikupno. Sabrina, ampak zdaj, če grem v resnejšem tonu, ki ga tvoja knjiga vsekakor zasluži, mislim, bolj posvečenem tonu, tako bom rekla naprej. Temeljno vprašanje, ki si ga tudi danes že večkrat postavila je, in ki mi tako odmeva pri tebi je, kaj v meni si želi živeti. In če bi jaz tvoje učenje, tvoje navdihovanje morala povzeti v enem stavku, bi bil to ta. Te prav čutim? Ja. Ja. Hvala za to iztočnico. Za mene je to eden temeljnih stavkov. Kaj v meni si želi živeti? Zaradi tega, ker če mi življenje vedno gre za življenjem. Se pravi, tisto, kar v meni brbota, kar se iskri, kar čutim, to me prižiga, to me dela živo. Iti za tem poraja življenje. Zdaj, kaj pa to pomeni? To pomeni tudi, da vmes umremo in da se znova rodimo. In da je to eno kolesje transformacije. In čutim, da je v bistvu ta odločitev za življenje, pa to, gledajte, nima veze, a smo mi živi, a smo mrtvi, bom rekla fizično, kaj se nam dogaja, ampak to gre za en tak notranji vzgib, jaz pravim, to je ena taka vitica življenja, kateri se mi zaobljubimo, saj jaz tako čutim, in je ne izpustimo.
in nam postane zelo, zelo mar, kam dajemo svoj čas, komu dajemo svojo energijo, kam dajem jaz svojo pozornost, kakšen dan si jaz splaniram, ne, če uporabim ta izraz, v kakih odnosih jaz živim, a ne, kaj vse, a me ta prostor podpira pri tem, da jaz negujem življenje znotraj sebe in da jaz postanem to življenje. Glede, ženske smo rojene z maternico, rojene smo s to modrostjo in jaz pravim, če smo me rojene z maternico, ki ustvari otroka, ki ustvari bitje na nek način iz nič, ne? Mi lahko rodimo otroke, pa ne bo nam zdaj čisto jasno, kako se je vse to zdaj razvilo noter, ne? Kako je vse to potekalo. Je plod ljubezni, ne? Dobro je, če je, ne? Je plod življenja. Se pravi, če je moja bit, če ima to moč, da to skreira, bolj jaz lahko uresničim karkoli si zamislim. In jaz v to tako močno verjamem, da je to življenje v vsakem izmed nas, je pa tudi polje odločitve, ali jaz temu sledim ali pa ne. Ker to se mi pa zdi zelo močno in terja veliko poguma, slediti sebi, a ne, kaj danes, kakor opazujem, ne, pa slišim ljudi, kaj najbolj obžalujejo, a ne, v življenju, ali pa, bom rekla, iščejo. Pristnost, avtentičnost, živeti sebe, a ne, to so taki popularni izrazi že skoraj da, ne, slišati sebe. Ja, kaj je to drugega kot, jaz pravim, postati starš samemu sebi in postati mama sama sebi in negovati tisto, kar jaz res čutim, da mi rojeva lepo, da je zame hranljivo. In to pomeni, da se marsikaj v življenju seveda spremeni, a ne? Spremenijo se lahko vrednote, prioritete, spreminjamo svoje prepričanja, spreminjamo svoje vzorce, bom rekla, ta psihofizični ustroj, kot je bitje, kot je človek, a ne, se začne res celostno spreminjati, ko se jaz odločim negovati izključno tisto, kar mene hrani v življenju. In to ne pomeni, da ni več potem problemov, to več ne pomeni, da ni več izzivov, ampak da sem jaz prisotna sama seboj in s to prisotnostjo tudi kreiram, rojevam, ustvarjam, ljubim in opuščam v življenju. Jaz osebno čutim, da ko tako živim, da sem ves čas povezana in z rojstvom in z smrtjo, a ne, ves čas se nekaj novega rojeva, ves čas en del mene umira in se potem spet nekaj novega zbudi. In ko to postane ta tok kot dih, a ne, je veliko lažje živeti. Vsaj jaz tako čutim, a ne, ker se ne upiramo več življenju. Če je življenje nas ustvarilo, si življenje želi tudi živeti skozi nas. Zdaj skozi kakšno pot, to pa moramo raziskovati sami. In ne nehajmo raziskovati, ne nehajmo se učiti, ker enostavno v večini nimamo zgleda. A ne, kot otroci smo mogli preživeti, kot otroci smo, a ne, ti preživetveni mehanizmi, o katerih jaz tudi večkrat govorim, so seveda močni, a ne, in ti glasovi, kritični, jaz pravim, ti notranji demoni, te sence v nas, ne bojo one kar tako spustile, da je pa meni lepo v življenju. Kakorkoli se to sliši. To ni lahko. Za radost, jaz mislim, da za radost se moramo tudi odločiti in za njo in se ji odpreti, ker nam je veliko bolj domače, veliko lažje nam je biti z bolečino kot z lepim. Zdržati z lepim, da sem jaz vredna lepega, da sem jaz vredna dobrega. To jaz opažam, da je velik proces. Ja, in nekako vsi, ki delamo z ljudmi, to vidimo. In tudi, ko nekako
negujemo sebe, da ne bom rekla, da delamo na sebi. Ja, Zadnjič sem prebrala in predlog Alenke Rebula, da bi rekli namesto, da delamo na sebi, da negujemo sebe. Fulepo. Negujemo življenje, v bistvu dajemo prostor za življenje. In se v bistvu lahko vedno znova čudimo temu, se nam zdi, da se bojimo, da bodo šle stvari narobe. Ampak se mi zdi, da je dejansko veliko večji strah naš, da stvari ne bi šle narobe. Ker smo tako navajeni tistih narobe, ki jih nekako vlečemo že skozi celo življenje, da jih poustvarjamo. In zdaj, ko sem razmišljala, kako bi te predstavila, ampak potem tudi ugotovila, da te sploh ni treba predstavljati, ker nekako življenje skozi tebe tudi govori zase, ampak preberemo, da si bioterapeutka. Vsekakor si tudi mentorica, voditeljica Akademije za samouresničenje, mentorica še tudi za glas, za zibelke družinskih raziskovanj. Ampak jaz bi te tako najbolj, ta bioterapeutka mi tako zveni v bistvu, da je tvoja prisotnost zdravilna, zato ker se vedno znova odločaš za življenje. Jaz bi rekla, da je ključna beseda povezana s tabo, ki mi tako takoj zazveni, je nekako taka znanilka življenja. Življenja z veliko začetnico, ki nosi v sebi vso to moč prerajanja. In zdaj si že omenila, da smo v bistvu starši svojega življenja in v knjigi imaš en tako močen stavek, ki pravi, ko smo že ravno začeli s hvaležnostjo, ponavadi rečemo, da smo hvaležni za življenje, ker je dar, ampak ti praviš, da ni samo dar, da nam ni samo kar tako podarjeno, ampak nam je dano v starševstvo, da postanemo starši svojega življenja. To se mi zdi tako. In vprašaš tudi, si otrok svojih staršev, fizičnih staršev, ali lahko začutiš, da si otrok življenja? Bi rekla, da se tu začne zdravljenje, ko zares začutimo, da smo otroci življenja in prevzamemo vlogo staršev svojega življenja tudi. Tako lepo je te stavke poslušati, ko jih ti izrečeš, kot če jih jaz sama preberem, ne? Jaz zdaj, moja hčerkica je stara 3 leta in kolikrat jo pogledam v oči in tako rečem, Odelja, ti si otrok življenja, ne? Jaz te nisem zase rodila, ti nisi moj otrok, ne? Ti resnično življenje si, ne? In se vedno znova jaz sama sebe opominjam, da če imam tako držo do otroka, ga veliko manj, želim si, da veliko manj ali pa da sploh ne privezujem nase, da postanejo potem otroci naše poslanstvo. Jaz mislim, da moramo zelo zastrižiti z ušesi, ko govorimo o tem, da so otroci naše poslanstvo in da so edini vir naše sreče. In otrok je otrok življenja in vsi mi smo otroci življenja. Se pravi, utelesili smo se, sicer res, da v neko družino, ki nam je bila, glejte, karkoli verjamete, ne? Ali dana, ali ste si jo izbrali, ali ste kar padli v njo, ali... Nima veze, kako si vsak človek to predstavlja in v kaj verjame. Ampak, dajmo reči, to so samo eni mentorji, eno ogrodje, ki sem ga jaz potrebovala kot duša za svoj zemeljski razvoj. Meni najbolj poenostavljeno, jaz na takšen način razmišljam. Kar pa absolutno ne izpodbija tega, da sem pa jaz otrok življenja in da sem jaz tudi neodvisna od te moje družinske zgodbe. Se pravi, kar jaz opažam pri ljudeh je, da se rabimo skozi življenje. Zdaj, nekaterim se to zgodi prej, nekaterim se to zgodi leta kasneje. V večini smo bolj ali manj vsi zamudili ta, bom rekla, zdravo odcepitev od družine, ker to pomeni, da bi mogli naši starši biti zares visoko zavestni, čuječi, da bi nas izpustili, na pravi način hranili, nas negovali, nam nekako
nas nekako napojili, prepojili s tem, da mi nismo njihovi, nam ne nalagali kakršnega koli bremena in kakorkoli vsi starši to na nek način nekje nezavedno počnemo, in otrok marsikaj prevzame v družini, jaz pravim, otrok slepo ljubi, otrok slepo ljubi, otroku je vseeno, bom uporabila pač ta izraz, ali ne vem, oče preveč pije, ali je mama, ne vem, tiha, pasivna. Otrok vidi očeta, otrok ljubi atija, otrok ljubi mamico, in za njega je to sveta ljubezen. No, on bo za to ljubezen, on bo za to pripadnost, on bo za to srčiko povezanosti naredil vse. Ampak vse pomeni tudi sam sebi v škodo. In otroci, mi kot otroci, postanemo potem, bom rekla, mehčalci, blažilci družinskega ozračja, družinskih dinamik, družinske energije. In tam, kjer zmanjka, tam, kjer je neravnovesje, tam začnemo mi svojo svetlobo, kot ti lepo rečeš, svojim bitjem zapolnjevati ta prostor, zato da družina nekako funkcionira, da obstane, da jaz vidim zadovoljna starša, kolikor lahko, ali pa vsaj enega, če sem v taki družini. Otrok se ne sprašuje, otrok samo ljubi. In enkrat v življenju rabimo mi, bom rekla, opraviti to operacijo, da se začnemo odcepljati izpod naše družinske zgodbe. To pomeni, da v bistvu se zavemo, ampak tako res celim bitjem, da sem jaz ta mama, ki neguje to življenje v meni, da lahko gre za življenjem. In da je v srčiki in v globoki resnici res od mene odvisno, kaj bom jaz s tem življenjem naredila. In neham obkladati, neham kazati s prstom, neham se valjati v zamerah, ker mi mama 40 let nazaj nekaj ni dala in ne vem, kaj se je vse zgodilo. To je vse res. Vse to ne spodbija moje družinske zgodbe. To sem vse res doživela, to sem vse izkusila. Ampak a mi res pomaga v tem mojem trenutnem položaju še kar to, bom rekla po domače, gurati naprej, ali začeti vzpostavljati v sebi drugačne vitice življenja, ki me bodo negovale, ki me bodo napojile, ki bodo negovale Sabrino, kakršna se odločam, si želim, si izbiram postati v tem svetu, v tem življenju, s temi svojimi darovi, raziskovati to življenje, ga izkušati, se odpreti lepšemu. Jaz mislim, da je to, pri ljudeh opažam, da je to ena izmed največjih odločitev v življenju. Ker to pomeni, da se mi polno predamo služenju življenja. Služenju življenja. In zame v srčiki to pomeni starševstvo samemu sebi, ker se zopet vrnemo potem v to, da sem jaz otrok življenja, in če sem jaz otrok življenja, pa to res ne mislim tako floskole, a vete, tako, vile pa boginje padajo na glavo, pa marsikaj se danes verjame, ampak čisto zares, če je mene življenje ustvarilo, pol jaz to lahko negujem naprej. Ne vem sicer mogoče kako, mogoče še ne znam, ampak lahko se pa naučim, lahko raziskujem, lahko preizkušam in se zopet vrnemo nazaj na nek način v tega otroka, ki se zopet uči živeti. Ampak se uči živeti drugače, podporno sebi, brez tistih ugajanj, brez tistih zapolnjevanj, ki jih je mogoče mogel izkusiti. In na nek način šele takrat zares odrastemo. Saj jaz tako čutim, da šele takrat iz deklice postanemo ženske, iz fantkov moški in se lahko tudi v teh oblikah srečamo potem in v partnerstvih in v, bom rekla, svojih družinskih okoljih in zmoremo potem to negovati tudi naprej. Kaj se mi je utrnilo zdaj, ko te poslušam, da tako, ko si rečemo, da postanemo na nek način starši življenja v sebi, postanemo svoja mama, mogoče postanemo tudi svoj oče, arhetipsko gledano, ampak se mi je zdaj utrnilo, ampak ni pa treba, da sem mama samohranilka.
V smislu, da lahko prosim za pomoč, podporo, a ne? Ker se mi zdi, da si velikokrat to prevedemo. Ok, če sem jaz odgovorna za svoje življenje, moram biti jaz sposobna spraviti svoje življenje, pa še življenje svojih otrok, če jih imam, ali pa kogarkoli, ali pa tudi partnerjev, v red, a ne? In se mi zdi, da velikokrat si naložimo preveč odgovornosti, da v bistvu starševstvo v sebi ne pomeni samo to, ni nujno, da smo eno starševska družina, ampak pomeni, da se povežemo, da je mogoče eno vprašanje, ki je zame plodno, pa sem se ga zdaj le domislila, komu lahko podam roke v tem starševanju življenju. Čudovito. Ne? Čudovito. Lahko sem mati sebi ob podpori drugih čudovitih mater in očetov. Hvala ti, Tina, za to. Jaz sem zelo vesela, no, mogoče lahko pa malo napovem. Absolutno. Da res prihaja v začetku naslednjega leta, bomo videli, kako se bo časovno šlo, januar, februar, mislim, da že kar januarja konec, moja nova knjiga, ki bo izrazito posvečena ženskim ranam in pa samo materinjenju. In v njej imam poglavje Vse naše matere. A ne? Samo materinjenje, kot je meni ljub izraz temu biti starš sama sebi, a ne? In to, prosim, lepo je neodvisno od spola. A ne? Se pravi, to velja tudi za moške, ampak jaz bom govorila iz ženske, ker sem pač ženska in to najbolj poznam. To ne pomeni perfekcije, to ne pomeni popolnosti. Jaz osebno to čutim, da je to pomirjanje tudi z življenjem takšnim, kot je. A ne? Se pravi, živeti ne z odporom do življenja, ampak se pomirjati s tem tokom, ki enkrat vzame, enkrat da, enkrat mogoče mi nekaj zelo odtrga, pa mi enkrat nasuje v naročje, ne, darove. In če imamo ob tem in če negujemo ob tem eno svoje podporno pleme, recimo v tej knjigi Moj glas, moja moč, sem napisala citat: Glas, ki tuli, bo našel svoj trop. In to zares srčno verjamem. A ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da ko smo se mi, to ne pomeni, seveda, včasih se pohecam, to ne pomeni, da se mi deremo, ne? Ker pa bomo res mogoče sami ostali, ampak da ta glas življenja v nas, da to postane nekaj tako jasnega, da mi tako jasno, odprto, vedno bolj živimo svoje bistvo in to, zakaj smo mi tukaj, a ne? Da se okoli nas začnejo enostavno zbirati tudi takšni ljudje. Zaradi tega, ker jih naša pristnost, naša avtentičnost, to naše življenje pokliče, prikliče, to je privlačno. A ne? Začutimo ob človeku, ki nas nekako nas k njemu potegne. A ne? To je privlak življenja. Glejte, mi smo rojeni mi smo ena spolna energija na dveh nogah, ne? Kakorkoli si to predstavljamo. In to je naš življenjski vrelec, ki je nas rodil. A ne? Mislim, ne morem se proti temu boriti, zato se mimogrede ne morem boriti tudi proti staršem, a ne? Ker mi je vsak dal, dajmo reči, polovico te moje spolne energije, ki mimogrede hrani tudi moje notranje organe. In če se jaz ves čas borim proti nekomu, a ne? Zakaj ne vem kaj, v bistvu jaz v srčiki se borim proti sebi. A ne? Na to pa mi pozabimo. In nič kaj ne negujem, potem je življenje v sebi. Tudi če ne vem, koliko lepo delam sabo, pa se masiram, pa ne vem, kaj delam. Se pravi, to je nega odnosa do življenja. In nismo sami, ni namen, da smo sami, ker je življenje, jaz ga čutim kot veliko bolj darežljivega in nam na pot pripelje številne matere, pa številne očete. In glejte, nekateri pridejo v posebnih celofanih, posebnih preoblekah, mogoče samo za en stavek, ki ti ga povejo, mogoče ostane kdo dlje v tvojem življenju, mogoče samo za nek kratek preblisk. Jaz mislim, da vse to, če zmoremo na tak način vzeti, so tančice ukrojevanja tega mojega plemena.
a ne, in si dovoliti se odpreti in čuječe opazovati, kaj vse prihaja van in tudi črpati zase, a ne, ta sporočila, to nego. Jaz pravim, da sem imela v življenju in še imam številne matere, a ne samo tisto, ki me je rodila, pa mimogrede je danes tukaj, hvala mami, ker si prišla. A ne samo, jaz pravim, da se rodimo večkrat v življenju, ne. Enkrat nas rodi mati, fizično iztisne skozi medenico, a ne, skozi maternico, oziroma nas njena maternica porodi, ker je ta kanal med dušnim, če želite, in pa tu zemeljskim. Potem pa v življenju se rodimo še večkrat, a ne, in se rodimo tudi v številne nove preobleke in same vase in sami vase. In če na tej poti srečamo številne matere, ki nas odprejo za kakšne poti, ki nam pokažejo na kakšne stvari, a ne, jaz tebe, ljuba Tina, nedvomno štejem med ene svojih mater. Jaz tudi tebe, tako da. A ne, se pravi, potem v bistvu nismo nikoli sami, a ne, ker tudi ta pritisk, a ne, da zdaj more ena, recimo, če smo zdaj pri materah, ena ženska mi vse dati. Nikoli ne bi postale mame, ker jaz mislim, da je to tako breme, da že sam poštudiraš, zakaj vse si odgovorna, a ne, kot ženska, potem, ki rodi tega otroka, kaj vse zdaj ti moraš dati, kaj vse je od tebe odvisno. Ne gre tako, a ne, ne gre tako, in jaz mislim, da ni namen, da gre tako. Se pravi, da se učimo iskati te drobce, ki so nam mogoče manjkali, potem naprej v življenju, a ne? In ne uperjati ves čas prst v nekaj, kar nam ni bilo dano, ampak se odpirati za naprej in dovoliti, da tisto pride do nas, a ne? Da si vzamemo. Ne? Življenje se rabimo tudi vzeti. In tvoja knjiga Moj glas, moja moč čudovito nagovarja k temu, čudovito spodbuja k temu. Jaz sem jo zdaj v pripravah na najin pogovor prebrala že tretjič, pa mi ni bilo prav nič dolg čas, pa še jo bom, zato ker nosi toliko polnine, toliko življenja, da vedno na drugačen način tudi nagovarja, čeprav jo ti praviš, da čutiš kot, da si jo napisala že 10 ali 20 let nazaj, zdaj pa zračunajmo v tem času, ampak mogoče Moj glas, moja moč je naslov in vendar je ta glas nikakor ne gre zgolj za fizičen glas, gre za simbol v bistvu tega glasu življenja, ki dobesedno poje skozi nas in ti nas tako lepo srečuješ na teh različnih postajah, noter so tudi procesi, tudi beseda proces je ena taka beseda, ki jo pogosto uporabljaš, vprašanja za samo spraševanje, ki se jih tudi lahko sprašujemo vsako od teh vprašanj, tudi če samo enega posvojimo, lahko celo življenje v bistvu se z njim orientiramo. Pa me zanima mogoče malo o teh meditacijah, teh procesih, ki jih tudi podarjaš s to knjigo. Kako so nastale, odkot si črpala navdih za ta potovanja, na katere nas spremljaš? Ja, bom rekla, da ta knjiga je nastajala kar nekaj let, pa ne, da bi se jaz zdaj zavedala, da bom enkrat knjigo o tem napisala ali pa da bi s to temo tudi delala, ne. Ampak nekako jaz sem se prvenstveno seveda ukvarjala z glasom, ne. Jaz sem tudi glas študirala in nekako sem potem začela z delavnicami Spoznaj svoj glas, ne, takrat je to bilo nekaj zelo čudnega, zaradi tega, ker smo se mi glasu lotevali čisto z enega drugega zornega kota, ne, se pravi, da to niso lestvice, to niso nobene pevske vaje, to ni absolutno nič, kar bi imelo povezavo s petjem ali pa z nekim treningom glasa, kar si mi pogosto predstavljamo. Ampak smo raziskovali sebe, svojo bit, svoje odnose v povezavi z glasom, se pravi brez besed. Tako da bom rekla, neke največje učilnice so se tudi zame osebno začele že takrat, potem so se pa seveda nadgrajevale tudi, bom rekla, z mojimi drugimi študiji in raziskovanji in tako dalje, ker
sem videla, da je ljudem tudi težko, mislim, to je bilo res čudno, ne? S čim se pa ti ukvarjaš, ja, z glasom. Aha, kaj pa z glasom? Ja, zdravljenje z glasom. Kaj ti delaš? Tako da potem sem nekako se že bolj navadila v neke besede to zapakirati, da je vseeno bilo razumljeno, kar mi delamo in zakaj je to pomembno, ker ljudem se še vedno zdi, da če imam glas, vse kaj drugega pa rabim, mislim, sej govoriti znam, če mi kaj zašteka, vzamem neko tableto ali pa nekaj, zakaj bi se jaz sploh ukvarjal z glasom, Sej, na nek način sem jaz to verjela na začetku, ampak potem, ko sem opazovala ljudi, ko smo na prvi način delali le z glasom, pa so se telesa potem začela pozdravljati, pa odnosi so se začeli izboljševati, pa številne čudne reči so se začele dogajati takrat zame, ki si jih še nisem znala mogoče pojasniti, sem si jih pa potem skozi leta in sem vedno bolj spoznavala, kako mogočno vibracijo ima glas in da je glas v nas pravzaprav samo življenjska energija, s katero smo mi rojeni in s katero resnično, in to res globoko verjamem, se lahko samo ozdravimo. Se pravi, če smo mi pozorni na svoj glas, če smo mi pozorni na glasove okoli sebe, mi imamo cel svoj zemljevid na platno, ker mi že kot zarodek črpamo glasove, se obračamo po glasovih. Dojenček, ko se že rodi iz maternice, on se že obrača proti znanim glasovom. Se pravi, na glasove se tudi navadimo. Glasovi prižigajo v nas občutja. Glas je odnos. Glas je tudi spolna energija, glas izraža moje hormonsko stanje. Glas, jaz pravim, je odraz psihofizičnega zdravja. In jaz glas nekako skozi te procese, kot čuječe, upam, da mi je to uspelo, ukomponiram v neko lastno raziskovanje, zorenje, prebujanje. In seveda to ni mogla biti običajna knjiga, da zdaj jaz to samo berem v glasu, ker je glas treba raziskovati. In potem sem jaz videla, pol bom jaz v bistvu ubesedila procese, ki so nekako seveda izhajajo iz mene, iz mojega dela, iz tega tudi, kar smo s klienti raziskovali in nekako vodila človeka skozi nekako njegovo življenjsko premico na nek način. In ta knjiga se na nek način lahko bere, lahko se seveda zapisuje vanjo. Mislim, zelo mi je lepo slišati, ko se mi pol javijo bralci, da so si posneli procese, da so delali po njih, kaj se mi je začelo dogajati, kaj so začeli spoznavati. Se pravi, je res material, če si ga želimo tako vzeti, drugače pa res pušča en tak prostor, kjer lahko preko glasu mi raziskujemo zares celostno sebe. Ne vem, a sem odgovorila. Ker je daleč od tega, da bi bile recimo samo neke vaje z glasom, ali tako, absolutno. Ti priporočaš, da torej svojim glasom posnamemo te meditacije, ki nam jih noter podarjaš, in ob tem v bistvu nas naš glas vodi skozi te procese. Veš, kaj je še zelo zanimivo? Da zelo veliko ljudi se mi zdi mogoče ob tem, koliko med vami vas začuti ob tem krahlo tako malo, da težko poslušate svoj glas. Jaz tudi na posnetkih, ko slišim svoj glas, pa so ljudje, joj, ti imaš tako lep glas. Težko poslušamo svoj glas. Kaj to govori o nas? Glas, gledajte, z glasom jaz nič ne morem skriti. Se pravi, z glasom se jaz celostno pokažem takšna, kot sem. To pomeni, jaz sem recimo danes prišla sem na pogovorni večer, malo sem se lepše oblekla, malo sem si se uštimala, lahko bi prišla tudi v trenirki. Se pravi, telo že lahko nekako zamaskiramo, lahko si damo make-up, lahko ne vem, kaj naredimo, lahko se naučim, kako se zdaj lepo obnaša, kam se moramo obrniti, z katerega profila sem lepša. Želim povedati, da to v bistvu vse lahko. Glasu pa jaz ne morem skriti. Glas pa je takšen, kot je. Tudi profesionalni igralci, pevci, voditelji. Sej nekaj je ta tehnika, nekaj je, bom rekla, ta tudi nastop, natreniran glas, če želite po domače rečeno, ampak jaz se ne morem
ne morem se cel dan pretvarjati, ne morem cel dan nastopati. Se pravi, da z glasom takšnim, kot ga imam, jaz v bistvu se celostno pokažem. In če bi mi v bistvu z zaprtimi očmi poslušali glasove ljudi, ki jih imamo okoli sebe, ali pa ne vem, a veste, ko se s partnerjem spoznavate, si predstavljate, da ne rečete, čakaj malo, ti mi kar govori, jaz pa zaprem oči in poslušam sam tvoj glas in sem prisotna na to, kaj mi ta glas spodbuja v mojem telesu, kaj se začne z mano dogajati. Ne? To sem zdaj, bom rekla, kar tako kratko vajo navrgla, zato da se mi začnemo zavedati, da z glasom se nam človek celostno razgali. To je tako, kot da bi bila jaz zdajle tule naga. Jaz nič ne morem skriti, vibracije jaz v srčiki ne morem skriti. In to hitro začutite. En človek, pa ga sploh ne poznate, pa vas kar, on mi je pa toliko domač, kar potegne vas k njemu. En tako, ne, veš kaj, z njim pa jaz, sam kar je nujno in to je dovolj, ne bom češen z njim zobala. Se pravi, mi začutimo življenjsko energijo človeka skozi glas. Mimogrede, ženske, tudi potentnost moškega skozi glasa, ker je to naša življenjska energija. Se pravi, jaz bi to lahko povedala, skratka, da sem sama sebe malo ustavila. Ker glas, v bistvu, mi si predstavljamo, da glas tukaj nekje nastaja, tukaj je grlo, pa skratka, tle nekaj, V bistvu glas v srčiki izvira tlele, kaj pa je tukaj, kakorkoli zdaj to pomenujete. Eni rečejo spolna čakra, eni sveti portal spolnosti, ali ne vem kaj, skratka, je tu sedež, torej moje življenjske energije, pod popkom, pa malo bolj noter, bi še me kaki daoisti popravili. Skratka, tam je vrelec spolne energije, iz česa smo mi nastali in iz tam tudi vibrira naš glas v resnici. Se pravi, da je glas energija, ki teče po celem telesu, ne samo tukaj iz grla. Se pravi, da ko vas grlo boli, se lahko vzamete neko septoleto, oziroma neko tableto, sam v srčiki ni to problem. In jaz sem spoznavala ob ljudeh, ki so imeli resnično probleme z glasom, da so glas izgubili, da ga niso več imeli, da niso imeli nobene moči niso imeli, da bi nekaj povedali. Zakaj jaz nimam moči, da jaz sama sebe izrazim? A veste, to je zelo globoko vprašanje. Zakaj jaz nimam moči, da bi moj glas imel moč? To je moja osebna moč. Kak pravimo, to me je ena na Sensi, ko sem imela intervju, me je tako lepo voditeljica je rekla, se tudi, ko volimo, se reče, damo glas nekomu. A veste, kako močna prispodoba je to? Jaz dam svoj glas nekomu. Se pravi, glas je moč. Glas je moč. Glas je osebna moč. Glas je moje zdravje in glas so moji odnosi. To pomeni, da je moje v bistvu temeljno izhodišče za delo, če smo zdaj pri glasu ali pa nasploh v mojem delu s človekom, je, da imamo glas, kakršnega imamo, zaradi odnosov, v katerih smo živeli. In tukaj se pa že ena celostna paleta odpre. Ko potem so prišli kakšni ljudje in so rekli, jaz sem pa prišla, ker bi jaz rada, da me drugi boljše slišijo. In je tako je normalno govorijo. Sem rekla, pa gospa, pa čisto v redu se vas sliši. Drugi mene ne slišijo. Se pravi, še potem tukaj zraven, bom rekla, to polje slišanosti. Kaj vse glas odpira? Biti slišan, biti prepoznan od drugega, biti prepoznan od sveta, imeti svoje mesto. In to se začne, spet se lahko vrnemo kam, v samo rano otroštvo. Tam so vitice glasu, kakršnega imamo. In nekaj je ta danost ob rojstvu, mišična in če bi šli v kakšne druge aspekte, ampak ta vibracija, to življenje, če želite, ki pa vibrira skozi glas, to pa je posledica odnosov in življenja, ki sem ga jaz preživela. In jaz tudi, če sploh nič ne vem o človeku, jaz, ko slišim njegov glas, jaz čutim, na čem bova delala, zakaj je on tukaj. Čeprav on meni čist nekaj kontra govori.
lahko govorijo. To težko opišem, ampak človeka vidim skozi glas. Se pravi, je glas naša osebna izkaznica, ki jo vedno nosimo povsod seboj in s katero se v bistvu ne moremo skriti. Vse druga jaz lahko skrijem, ko jaz odprem usta, od domače povedano, je vse jasno, je vse napladno. Tako da imam eno veliko spoštovanje v bistvu do glasu. Za tiste, ki znate slišati, poslušati, prisluhniti. In zelo zanimivo je, kako teče tvoja pot, kako ti ta glas in te vodi, ne rečemo tudi notranji glas, in ti odpira te prostore v pogled v družino, v preteklost, tudi v prejšnjih življenjih je govora v tvoji knjigi. Sabrina, kam pa te zdaj kliče? Nekaj si že namignila o novi knjigi, ki kmalu prihaja. Kaj te zdaj kliče, kaj v tebi si najbolj želi živeti? Ja. V bistvu, če je, bom rekla, še leta nazaj, bil glas kot glas, res neko temelj mojega dela, se je to skozi leta, bom rekla, zelo nadgradilo, in zato je tudi, bom rekla, ta slogan, kateremu sem bila tako zvesta, zdravilna moč glasu, se je malo preobrazil, se je rodil na novo v zdravilno moč družine. Zaradi tega, ker sem videla, da ne glede na to, kako smo se mi z glasom ukvarjali in na katere načine, smo se mi pravzaprav v srčiki smo mi zdravili odnose. Odnos do sebe, odnos do drugega, odnos do sveta in to usklije v odnosu, ki je družina. Tako da nekako je to postala potem rdeča nit mojega dela in se vedno znova prepleta. Glas pa jaz uporabljam, bom rekla, sploh se ne zavedam se niti tega, niti o tem toliko ne govorim, ampak to je zelo močen del mojega dela s klienti, oziroma s klientom, da mi vselej in vedno v terapevtskih praksah uporabljamo tudi glas. To je ljudem ponavadi nekaj zelo novega. Navajeni so nekaj delati s telesom ali pa malo z dihom ali pa meditacije ali pa kakšne druge procese, ampak da še pa zraven zdaj glas mi uporabljamo, no pri meni se to dogaja. Tako da bom rekla, da je kot nek kanal, katerega jaz uporabljam tudi pri tem, v procesu človekovega zdravljenja, oziroma samozdravljenja, če sem še bolj natančna, ker človek v bistvu sam sebe zdravi, ničesar ne dela terapevt. Je samo sopotnik na nek način, mi imamo zdravilne silnice v sebi. Tako da, trenutno, kam me vleče, nekaj že z napovedjo knjige prišlo ven, tako da čemu sem resnično trenutno predana je raziskovanju ženskih ran in mimogrede ena izmed naših ran je tudi rana utišanosti, v srčiki tej je posvečena ta knjiga in pa procesu samomaterinjenja. Tako da kar en špeh bo zdaj izdan kmalu in jaz se srčno veselim. Potem pa se enostavno prepuščam, kakšne tematike si bom želela znotraj tega še raziskovati. Tako da nekako pustim, da me življenje vodi in to gre vedno tudi z roko v roko z mojimi osebnimi procesi, z mojim osebnim zorenjem, z mojimi tudi preizkušnjami, ki jih da življenje mi jih napladen. Tako da ampak ljubim svoje delo in v kakšne smeri se bo še razširilo, pa v bistvu jaz tudi naj mi pokaže, tam gor nekdo. Jaz mislim, da se to res čuti in da se čuti, da ta ljubezen se vedno širi in da to se vidi tudi danes, kar poka ta prostor od polnine in tudi od fizične zapolnjenosti. Tako da jaz vsekakor napovedujem, da naslednji pogovor s Sabrino bo v Galufsovi dvorani, da bodo lahko vsi prišli. Tako da, dragi soprisotni, ki ste danes tako lepo, s tako posvečenostjo prisluhnili najnemu deljenju, najdan
glas še vam, če bi ga kdo želel, še za kakšen utrinek, vprašanje, karkoli se vam utrne. Lepo bi vas bilo slišati, če je tudi vam to ljubo. V bistvu en komentar na ta vaš zadnji stavek, ko ste omenila, ne mi nekdo pove, pa ste gor pogledala. Govorite pa o glasu nam. Zakaj ste pogledala gor, če pričakujete, da boste z nami trenirala glas in nam pomagala? Zakaj gledate nekam drugam? Čudovito vprašanje. Čudovito vprašanje. Seveda jaz ustvarjam za vas, za ljudi, ker drugače bi verjetno delala nekaj čist drugega jaz v življenju, ne, če ne bi za vas ustvarjala. Ampak jaz globoko verjamem, da nisem jaz ta edina, ki nekaj kreira, ki nekaj vodi, ki sem jaz ta, ki si nekaj zamisli in na tak način tudi živim, da kako bi to sploh obesedila, da je nekaj okoli nas in je nekaj nad nami, pod nami, kakorkoli to verjamemo, in karkoli to verjamete, kar je z nami in za nas, in nas vodi. Ker če bi bila to samo jaz, ne, hvala. In se rada se obrnem, jaz temu pravim življenje na življenje, res je, vedno pokažem gor, zaradi tega, ker jaz čutim presežno zunaj sebe, ki se staka v mene in se zopet kroži ta lep krog, da so sile, ki me vodijo. Zdaj, kakorkoli kdo to pomenuje, ali je to Bog, ali je univerzum, vesolje, stvarstvo, ljubezen, jaz temu rečem življenje in se mu vedno znova odpiram, da mi pokaže, takrat mogoče tudi, ko ne vem kako, ko ne vem kaj je tisto, kar je ta trenutek dobro zame, pred večerom danes, sem bila s tem in sem, naj pride tisto, kar se danes rabi ubesediti skozi mene, kar rabijo ljudje slišati, kar mogoče jaz rabim sama sebe slišati. In to je nekaj močnejšega od te moje kontrole, kako naj bi nekaj izgledalo. In jaz se tudi pri pisanju knjig, pri kreiranju, mimogrede vsebin ali delavnic, jaz se temu prepuščam. In vedno znova pravim, da knjiga da se je sama napisala, kakorkoli to čudno zveni, ne pa jaz, ker če bi sam jaz, Bog pomagaj, to bi bilo kar mučno. Se pravi, nekaj se izliva skozi nas, da potem lahko živimo svoje darove, katere smo prišli živeti sem na zemljo. Tako da... Jaz se zelo čutim, zelo slišim v tej povezanosti, dobesedno, kot da res neke mogočne sile, tudi še prednikov in presežnega, res tudi, da si tudi njim posodila glas. In da ravno zaradi tega se mi zdi, da človek, ki je na tak način povezan, kot si ti, lahko potem nagovarja tudi to v soljudeh, ne da bi oni morali to čutiti na enak način. Ni treba, da kdorkoli drug karkoli verjame, ampak ti verjetno tudi, ko pred sabo vidiš nekoga, ki je zelo ranjen, ki je zelo, vidiš zadej tisto, kar si želi živeti in kar je močnejše. Ne tisto, kar ga je ranilo, ampak tisto, kar ga je rešilo in rešuje vedno znova. Sploh nimam nič za dodati. Hvala. Ja, samo prikimujem. Samo prikimujem. Ja. Jaz mislim, da če bi res bilo vse odvisno samo od nas, samo od naše kontrole, samo od naših planov, bi življenje verjetno vsakega izmed nas zavilo na čiste ene druge poti. Nekaj večjega je, kar nas vodi znotraj in zunaj nas. Kakorkoli in če sploh v to verjamemo, nima veze, ampak je. Resnično je. Ljuba Sabrina, to se mi zdi tak čudovit zaključek. Da bom kar pustila, da zveni v prostor, da nas polni.
Tako da zaokrožujem ta najno uradni del pogovora in vse vabim k druženju še potem še naprej in tudi k nakupu te čudovite knjige Moj glas, moja moč. Res je tudi zelo lepo darilo, jaz sem jih že kar nekaj podarila in vsi so bili izjemno veseli, zdaj ko bo čas obdarovanja. Danes jo lahko kupite po 20% nižji ceni in verjetno si ti pripravljena kakšno tuče podpisati. Z veseljem, z veseljem, kar pridite do mene. Z veseljem. In hvala vsem, da smo bili skupaj, hvala za vaš posluh in naj vaš glas svobodno žari in naj zveni in naj življenje v vas polno živi. Hvala.